V Celjskem narodnem domu slovesno ob 70-letnici Avtomoto društva Šlander Celje. V Velenju se bo v prazničnem decembru zvrstilo 150 prireditev. Celjski Lions klub v središču mesta postavil Miklavževo stojnico. Košarkarji Zlatoroga po zmagi v Rogaški Slatini ostajajo vodilno moštvo lige Nova KBM. Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci televizije Celje, dober večer v tokratni informativni oddaji Dogodki dneva. Avtomoto društvo Šlander Celje je na področju preventive in vzgoje v cestnem prometu dejavno že 70 let. Visoki jubilej so v dvorani Celjskega narodnega doma proslavili minuli petek. Na proslavi sta Avtomoto zveza Slovenije in AMD Šlander podelila priznanja in pokale najzaslužnejšim članom, med katerimi so na športnem področju tudi aktualni državni prvaki v kartingu. Ob visokem jubileju so v Celjskem narodnem domu pripravili slavnostni zbor članov. Uvodoma jih je pozdravil predsednik društva, ki je v svojem govoru osvetlil pomembne mejnike v bogati društveni zgodovini, ki se je začela pisati leta 1946, ko je bil v Celju ustanovljen odbor za avtomobilizem in motociklizem pri takratnem društvu Olimp. Po letu 1970 pa se je pričel hiter razvoj društva tako na organizacijskem, kakor tudi na tehničnem področju. Danes ima AMD Šlander Celje več kot 6000 članov in je drugo največje v družini 78 društev, vključenih v Avtomoto zvezo Slovenije. Avtomoto društvo Šlander 70 let kaže tudi to, da je uspešno društvo. Sam bi seveda želel, da je še naprej uspešno. Veliko delamo na članstvo, nas je nekaj čez 6000, seveda največ več pa želimo narediti v preventivi, predvsem z mladimi, ob prvem šolskem dnevu, potem kako so mladi na kolesu po prometnih cestah. Želimo pa tudi, da bi varnost v prometu se povečala, predvsem, da ne bi bilo tudi nesreč, da bi upoštevali prometne predpise. To je eno izmed vodil Avtomoto društva Šlander. Uspešni smo pa tudi na športnem področju. Smo eni redkih v Sloveniji, ko gojimo karting še naprej in to je tudi rezultat, da smo praktično na vseh teh dirkah po Sloveniji prvi. Veliko smo danes govorili tudi o članstvu. Kdo pa je lahko vaš član? Kako postanemo vaš član? Poglejte, član je vsak, ki vplača članarino. Ta članarina pa omogoča dosti. Omogoča ob nesrečah vleko, pomoč na cesti, potem člani imajo tudi druge usluge, recimo v naši poslovni noti v Celju, od menjave gum nekoliko cenej, potem imajo tudi servisne preglede, registracije, zavarovanje. Vse to je za člana dokaj ugodno in mislim, da se splača. Pomembno je pa tudi to, da imamo možnost vleke poškodbe vozila tudi iz tujine. In članarina je 40 €, nekoliko višja članarina je članarina plus, ki pa ima res dosti teh bonitet, ki si jih kot vozniki želimo. Društvo AMD Šlander Celje še posebej velik pomen daje področju preventive in vzgoje v cestnem prometu. V imenu Avtomoto zveze Slovenije pa je čestitke vodstvu in članom prenesel tudi podpredsednik zveze. Ob tej priložnosti so bila podeljena tudi priznanja za dolgoletno uspešno delo v društvu in v zvezi. Ja, Avtomoto zveza dejansko šteje 78 društev in okrog 73 000 članov. Moram reči, da smo bili pred leti, smo imeli okrog 130 000, ampak potem je prišlo do njega usipa. Poslanstvo Avtomoto zveze je, da združuje ta društva in preko društev tudi člane. Se pravi, skozi vse te programe, ki jih vodi zveza, imamo pač 3 področja ali pa 3 stebre. Eno je prometna preventiva in vzgoja v cestnem prometu, drugi steber je članstvo in tretji steber je
motošport in karting. Imeli smo tudi prej motošport, ampak potem se je avtošport odcepil, je šel v AŠ 2005 in je ostal samo karting. To je, bi rekel, ta naša disciplina, ki je povezana z avtomobili, ima 4 kolesa. Sicer pa zvezo so ustanovila društva kot neko krovno organizacijo, ki opravlja tiste skupne dejavnosti, vključuje skupne interese vsem društvom. In to je potem tisto, kjer se tudi člani plačujejo članarino. Del članarine gre na Avtomoto zvezo za pokrivanje ali pa financiranje teh ugodnosti, vleke, pomoč na cesti, potem razne popuste in podobno. Društvom pa ostane en del tudi za njihovo delo. Tako da je pa društvo samostojna pravna oseba in tudi Avtomoto zveza. Tako da Avtomoto zveza nima neke ingerence, da bi imela kot nek štab, ki dirigira društvom. Društvo deluje sama in se potem združuje skozi te aktivnosti in programe. V društvu pa so podelili tudi priznanja in pokale za osvojene državne naslove v različnih kategorijah kartinga. Je pa ob 70. obletnici Avtomoto društvo Šlander Celje prejelo tudi jubilejno listino AMZS-ja, njen častni član pa je postal tudi predsednik celjskega društva Jožef Zimšek. S prižigom luči so tudi v Velenju naznanili praznično decembrsko dogajanje. Prebivalci in obiskovalci mesta se bodo lahko v tem času udeležili 150 različnih dogodkov, ki bodo vrhunec doživeli na Silvestrovo. Podobno kot v vseh večjih središčih so prižig praznične razsvetljave s posebnim dogodkom zaznamovali tudi v Velenju. Na osrednji trg so se številni obiskovalci zgrnili kljub polarnemu vetru. No, za veter nimamo zaslug, je pa prav, v decembru mora biti hlad in mraz, takšen je december in prav je, da na ta način pospremimo ta čarobni december na to njegovo daljšo ali krajšo pot, kakor za koga, do novega leta. Poskusno odštevanje so Velenjčani uspešno opravili. V Velenju bodo v zadnjem letošnjem mesecu pripravili kar 150 različnih prireditev za vse generacije pod skupnim geslom Čarobni december. Od tega, da imamo razne prodajne, razstavne prireditve, kjer zbiramo za otroke, za tiste, ki so pomoči potrebni, in hkrati razne prireditve. Tole prižiganje luči je ena izmed njih, silvestrovanje za mlade in starejše, vsekakor tukaj na Titovem trgu. Hkrati bo dedek Mraz obiskal vse šole in vrtce, tako kot vsako leto. Imeli bomo čarobno promenado tukaj na naši promenadi in torej drsališče, ki ga vsako leto postavimo, že nekaj dni vabi in je tudi dobro obiskano. Mislim, da bo prireditev več kot dovolj, tudi Šankrok ima tradicionalni koncert in še nekaj tega se bo dogajalo, tako da res bo čarobni december. Najbolj pričakovani prednovoletni mož bo v Velenje v družbi pravljičnih likov prispel 15. decembra. Čarobni mesec, ki je namenjen temu, da obdarujemo najbližje, da izražamo pozornost do vseh, ki jih čez leto včasih tudi spregledamo zaradi obilice dela. Za posebno vzdušje niso skrbeli samo uradni izvajalci, ampak tudi otroci. Zvončki pojejo, lep je ta božični čas, ki prinaša zimovač. Hej, cin, 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 zvončki pojejo, lep je ta božični čas, ki prinaša zimovač. Prvi med Velenjčani je ob tej priložnosti poudaril še nekaj. Bi bilo pa prav, da v tem času poskrbimo tudi za tiste, ki imajo težave takšne ali drugačne in da pomagamo obdariti vse otroke. Vsi otroci v Velenju, v naši občini si zaslužijo, da prepoznajo v tem čarobnem decembru tudi svoje mesto v tem praznovanju in da jih na minimalni, ampak vseeno nek način obdarimo.
Lions klub Mozaik Celje je v soboto v celjskem mestnem središču postavil Miklavževo stojnico. V zameno za prostovoljne prispevke so članice društva tistim, ki so v akciji sodelovali, podarile doma narejeno pecivo in ročno izdelane praznične vrečke. Praznične dobrote, pecivo različnih oblik in velikosti, dobra volja, topel čaj in čudovite praznične vrečke. Vse to je bilo mogoče najti na letošnji dobrodelni Miklavževi stojnici članic celjskega Lions kluba Mozaik. Vsako leto ponovimo to zgodbo, pridemo sem na tale naš prostor nekje pri Zvezdi, določeni redni vsakoletni obiskovalci nas prav z veseljem obiščejo in kakšen evro podarijo dobrodelne namene. Letos smo našo stojnico majčkeno še nadgradile, ponujamo še darilne vrečke, ki smo jih same okrasile. Lepe so, tako božične, Miklavževe. Prav vrečke so letos imele tudi simbolen pomen. 100 vrečk za 100 let lajonizma. Letos in še drugo leto bomo mi Lajoni obeleževali 100-tico kot 100-letnico lajonizma v svetu. Tudi sredstva zbrana na tale dobrodelni način bomo namenile še vedno istemu cilju, to je nakup vozila za prevoz donirane hrane in pa delno tudi za nakup darilc za naše otroke iz socialno ogroženih družin, tako da jim malo polepšamo praznike in razveselimo. Lajonizem je največja dobrodelna organizacija na svetu in vsi, ki sodelujemo v tej organizaciji, smo ljudje z dobrim srcem, ki želimo pomagati. Seveda pa so bile tudi letos tradicionalno v ospredju praznične sladke dobrote. Vsaka naredi po svoje, od kifelčkov, tortic, okrašenih božičnih keksov, lejte. Kar ni, da bi naštevala, jih je kar recimo 100 različnih vrst. Z Miklavževo stojnico in obdaritvijo otrok bodo članice Lions kluba Celje Mozaik zaključile z letošnjimi dobrodelnimi akcijami, a za prihodnje leto že kujajo načrte. Naslednja akcija, takšna stojnica ali pa podobna stojnica, bo velikonočna, potem pa pripravljamo eno posebno prireditev, ki bo nekje maja, morda začetku junija, še nimamo točno datum. Ta bo pa res tista, ta prava, primerna za 100-letnico lajonizma. In pa tečem, da pomagam, ki bo vseslovenska akcija v Ljubljani, ker smo vsi lajoni slovenski zbrali, to pa je ena taka najodmevnejša s tem namenom obeleževanja 100. obletnice. Tokratna Miklavževa akcija je torej uspela. Pecivo je pošlo, tisti, ki so darovali, pa so si v teh nekoliko hladnejših dneh lahko tudi s tem, da bodo nekomu polepšali praznične dni, ogreli srce. V 9. krogu košarkarskega državnega prvenstva je Tajfun na gostovanju po četrtku proti Termam Olimia zmagal 67-52. Derbi kroga je bil v sosednji Rogaški Slatini, kjer je Zlatorog s 73-69 ugnal gostitelja in ostal na vrhu prvenstvene lestvice. Košarkarji Zlatoroga tudi po zahtevnem gostovanju v Rogaški Slatini ostajajo vodilna ekipa domačega prvenstva. Domačine so nadigrali v drugem polčasu, ko so naredili delni rezultat 20-0. Laščani so zabeležili 8. zmago in 7. v nizu. Rogaška pa se je morala po 2 zaporednih zmagah sprijazniti z izkupičkom 5 zmag in 4 porazov. Vse se je zgodilo v 5 minutah prve četrtine, ko smo prišli v črno luknjo. Nismo pač znali prenesti dogovor točilnice, da ne smemo Laščanom dovoliti prvi hrutu za 3-1. Ne bom imenoval, videlo se je, kdo je pozabil trikrat na šut. Potem smo se Laščani razigrali, mi smo se strafili sami sebe, kljub dvema time-outoma, velika serija Laškega, iz plus 10 smo prišli na minus 10. Se vračali in na koncu nismo vrnili. Težka tekma za nas, vedeli smo, kaj nas tu čaka. Dobra ekipa Rogaške, vroč teren, ko ste rekli, sjajno občinstvo, ki pozna košarko in zna navijati in bodriti svoje ljubljence. Kaj bi rekel, fantom čitam za zmago, mislim, da smo nekako tekmo dobili v drugem polčasu, ki smo ga sicer s sabo začeli, vendar potem z čisto drugačnim pristopom
po vodstvu domačinov za 10 točk hitro ujeli in potem nekako nadzirali to tekmo skozi cel drug polčas, predvsem manj izgubljenih žog v drugem polčasu, večja kontrola skoka in pa seveda tudi večja preciznost v napadu nas je pripravila do tega, da smo nekako prišli v neko prednost 2 minute do konca, ki smo znali držati. Za Rogaško je Tadej Ferme dosegel 22 točk, na drugi strani Ramo Rizvič 16. Rogaška je znala po agresivni igri, tako da smo se na to tudi malo pripravili. Mislim, da so fanti nočovek pokazali, da so zrela ekipa in da se nimamo te slovenske ligi koga bati. Za Slatinčane bo vsaka naslednja tekma zelo pomembna. Ja, vsaka tekma je taka, da je zmaga skoraj nuja. Ekipa je takšna kot je, imamo dosti težav, igramo dosti tekem, to je bila 3. v tem tednu. Izgovore ni problem iskati, ampak moramo se sami vprašati, zakaj lahko igramo dobro 35 minut in 5 minut zgubimo glavo. To se ni zgodilo že dober mesec in zdaj smo spet na začetku. V naslednjem krogu Laščane čaka še en derbi, in sicer že v sredo, ko bo v Laški dvorani Trililje gostovala novomeška Krka. Želel bi se, da bi pa vse bilo pri nas tako vzdušje, da bi nas prišli buditi navijači, ko smo budili v finalu, kajti Krka je ena naših boljših ekip in na njo se bomo dobro pripravili in skušali tudi njih presenetiti. Sredin obračun Zlatoroga in Krke se bo začel ob 20. Jutri bo pretežno jasno, zjutraj in dopoldne bo po nekaterih nižinah megla ali nizka oblačnost. Najnižje jutranje temperature bodo od -7 do -3, na Primorskem okoli 3, najvišje dnevne od 5 do 8, na Primorskem do 12 stopinj Celzija. V sredo in četrtek se bo nadaljevalo suho vreme, zjutraj in dopoldne bo po nižinah megla ali nizka oblačnost. Toliko v današnji informativni oddaji. Lep Miklavžev večer in bodite z nami tudi jutri. Nasvidenje.